dobrodošli spet na mojem kanalu. Danes bomo govorili o eni ful pomembni stvari in sicer kako izgleda čudovito brez kančka make-upa. Zdaj, v tem času je vse toliko prenasičen z takšnimi drugačnimi izdelki, moderno je imeti ful paletk, ful šmink, obvladati vse te veščine od contouringa do highlightinga, kar pa v bistvu sploh ni tako pomembno. Pomembno je, da skrbimo za sebe, za svoje zdravje in potem ta make-up pa pride potem samo tako za kdaj. Definitivno tega vsega ne rabiš uporabljati znot, fajn pa je, da skrbiš za sebe vsak dan. Tako da bomo še danes imeli po korakih, kako izgledati torej čudovito brez make-upa, kako boš urejena in kako boš v bistvu vedno moderna, zato ker pač urejenost in skrb za sebe ne gre nikoli iz mode. Prvi korak pa je definitivno zame lepi, čisti in zdravi zobje. Zdaj, prvo to dosežeš tako, da jih ščetkaš vsaj 2-krat na dan, to je zjutraj in zvečer. Če ješ kakšne take bolj jedi, ki obarvajo zobe, je fajn, da ščetkaš tudi takoj po obroku ali po kavi ali po kakšnem črnem vinu. In še ena stvar, jaz priznam, 4 leta nazaj tega nisem delala, pa mi je zobozdravnica me opozorila, da bi bilo fajn, in sicer nitkanje. Tudi če drgnem zobe ščetko, tudi 3-4 minute bo šlo z nitko še toliko hrane ven, tako da ti res priporočam, polagam na srce, uporabi nitko. Sem sigurna, da imaš tudi na YouTubeu kakšne tutoriale, kako pravilno nitkati zobe, ker boš videla, ogromna razlika bo v higieni. In ja, tudi lep nasmešek, čisti in zdravi zobje so zame osebno najlepši modni dodatek, tako da skrbi za svoje zobke, sam ene imaš in neguj jih. Druga stvar, kako izgledati čudovita brez make-upa, je, da se naučiš, dejansko je treba se naučiti in uzavestiti to navado, da piješ dovolj vode. Pravijo vsaj 2 litra na dan. Jaz sem imela na začetku ful težave, ker dejansko vodo se moraš navaditi piti. In moj trikec je bil ta, da sem enostavno nosila s sabo plastenko z vodo. In ker sem imela ali na mizi ali pač pri sebi, kjer sem bila, sem pač pila. Dokler je pa nisem imela, pa tudi žejne nisem bila, ne. Tako da, če piješ premalo vode, nosi s sabo, boš videla, da te bo kar potegnilo, da jo boš pila. Vem, da obstaja pol tudi neke ure, ko ti zapiska, kdaj bi jo bilo dobro piti. Meni to sicer ni mi, no, da bi mi tam pol cel dan piskali, ampak ja, obstajajo tudi takšne drugačne metode. Voda ne samo, da čisti kožo, lajša tudi recimo, ne vem, glavobole, če imaš težave z migrenami, potem probi piti veliko količino vode. Poleg tega voda itak pomaga pri lepi, zdravi, sijoči koži, pol odstranjuje razne škodljive snovi, te prečist, pomaga pri prekomerni teži, skratka, pri 1000 in eni stvari voda pomaga in to je definitivno trik, kako izgleda čudovita brez make-upa. Ko smo že pri vnosu vode in pri lepoti, ki se začne navznoter, je pomembno omeniti še eno stvar in to je prehrana. Pusti sladkarije, pusti čipse, začni živeti in jesti zdravo, ker ti bo koža ful hvaležna, ker ti bojo lasje ful hvaležni, nohti ti bojo hvaležni. Nekje sem enkrat prebrala eno tak stavek, da v bistvu zajtrkuj kot kralj in večeraj kot berač, tako da zajtrk ne bo res tisti tvoj najbolj pomemben del dneva. Deli si smutije, en moj tak ful priljubljen smutij je avokado z miksem v mikserju, potem lahko dodaš ali špinačo ali kakšen kiwi, če ti je potem pregrenko, lahko malo posladkaš ali z banano ali s kakšno pomarančo, zmiksaš in dobiš en tak vrhunski torej napitek za kožo, lase, nohte. Boš videla, da ti bojo začeli vračati in da boš od enkrat izgledala boljš. Poleg tega seveda ne pozabi tudi na večerjo, na te vmesne obroke, na kosilo, ker hrana in še enkrat hrana je ful pomembna. Četrti korak, kako izgleda čudovito brez make-upa, se začne oziroma nadaljuje pri negi tvojih las. Ne si dovolj, da so tvoji lasje mastni, ker to res ni privlačno. Sicer obstajajo zdaj neke alternative s temi suhimi šamponi, ampak jaz nisem preveč fenica tega. Priznam, uporabljam kdaj, ampak če se le da, si umijam lase, ker čisti lasje potem dajo tudi tisto nek volumen. In vsi ste verjetno kdaj že videli, ko ste imeli mastne lase, ste se počutile
veste, kaj to pomeni. Če ste si jih umile, ste kar zaživele. Pri meni to ful velja in res si ne dovolj, da bi bili vaši lasje neurejeni. Hodite k frizerju, strižte jih, negujte jih. Jaz uporabljam tudi nekaj izdelkov za nego las, sicer nisem preveč fanica mask. Lena sem pri teh stvarih, enostavno se mi ne da, pa se prisilim. Tole je maska od znamke Olaplex, če iščeš neko dobro masko, tale je res vrhunska. Imam pa tukaj še 2 olja, en je arganovo olje, ki ga zelo rada nanesem na konice las, jih imam še v tisti sobi kar nekaj arganovih olj in meni osebno je ta super, torej za konice. Imam pa tukaj še enega v spreju, ti v spreji so live, ker ko imaš mokre lase, sam na hitro pošpricas in si v bistvu naredila nekaj za njih. Verjetno si že slišala za znan stavek, da so obrvi okvir obraza in s tem se ne bi mogla bolj strinjati. Fajn je, da jih občasno urediš s pinceto, populoš odvečno dlačico. Zdaj en trikec ti bom na hitro zaupala in sicer obrvi ne bi potekale tako, če vzemo svinčnik ali pač nek čopič. Tlele, ko je kotiček tvojega nosu in če gre potem tlele mimo tele začetka učka, tle naj bi se tvoja obrv začela. Potem najvišji lok obrvi, do tam, ko naj bi se obrv spenjala, spet čopič položiš tukaj na kotiček, greš čez zenico in se pravi, tlele nekje naj bi bil najvišji lok tvoje obrvi, da boš vedela tudi kako pult. Obrv pa se konča tako, da spet tukaj postaviš čopič konički in greš mimo kotička tvojega očesa, se pravi takole. Tukaj pa naj bi se tvoja obrv končala. In torej zdaj bo znala obrvi pravilno oblikovati, popult, tanke obrvi niso v modi, tudi predebele ne. Je pa fajn, da sem pa kaj odpulaš kakšno dlačico, ko se rada prštuli. Ne rabiš uporabljati pudra, ne rabiš uporabljati ostalih lepotnih pripomočkov, moraš pa skrbeti za svojo kožo. Jaz uporabljam tegale od Bioderme že čist na koncu in sicer Sensible H2O. Zdaj, torej, če se ličeš, moraš nujno odstraniti make-up in tudi če se ne, ker je pač zrak onesnažen in se tudi to pozna potem na tvoji koži, razne te nečistosti. Tako da pač prvi korak pri negi obraza je vzameš vatko, vzameš tonik in obraz očistiš. Naslednji korak je nek serum, ker vlažilna krema včasih ni dovolj, sploh po zimi ali pa če malo bolj piha, se tvoja koža lahko oronk izsuši. Tako da zame obvezni korak serum, ki mojo kožo še dodatno navlaži, nahrani. Ta linija je namenjena za mlade, meni super ustreza, tako da je zdajle kar z mano. Zdaj, če želiš tvojo kožo tudi kar malo zbuditi in prekrvaviti, jo jaz včasih takole kar malo ščipkam, tapkam, da se koža pač zbudi. In tretji korak, to pa bi ti res položila na srce, da uporabljaš eno dobro vlažilno kremo, ki ustreza tvojemu tipu kože. Kakor veš, tip kože delimo na normalen, suh, masten in mešan. Zelo pomembno je, da najdeš kremo, ki ti ustreza, kaj za tebe, ker ti bo res hvaležna, ker z leti koži primanjkuje vlage in nadomestiš jo v obliki ene take vlažilne kreme. In ko smo že pri negi obraza, gremo tudi k negi podočnjakov. Zdaj, če bi bil to nek tipičen make-up tutorial, bi jaz vzela korektor, jih zakrila in s tem bi kao rešila problem, čeprav ga ne bi. Podočnjake je treba reševati drugače. Prvo je zagotovo s kvalitetnim spancem, drugo pa torej, da podočnjake skušamo odpraviti na drugačen način. Jaz imam en super naraven trikec za naravno masko in sicer vzameš mikser, zmešaš kumaro, eno kumaro ali pa pol kumare je čist dovolj in dodaš malo limoninga soka. To potem fajn premiksaš in zliješ v nek lonček, neko pač tako skledico. Potopiš potem recimo enih 10 vatk v ta napitek in jih prerežeš ter daš v prozorno vrečko, potem pa v hladilnik. In ko bo želela torej malo omiliti svoje podočnjake, vzameš to iz hladilnika, položiš te razrezane vatke na podočnjake, pustiš nekih 15 minut. Zdaj super je, ker v bistvu te vatke ne bodo padle dol, ker se kar malo zalepijo na kožo, ker recimo, če uporablja samo kumaro, moraš 15 minut ležati, tukaj lahko dejansko delaš še druge stvari in evo, to je super naravna rešitev,
kako se znebiš podočnjakov. Ne pozabiti tudi na nego ustnic. Ustnice se mi zdi, da so en tak del telesa, ki pritegnejo ful veliko pozornost. Zdaj za njih lahko skrbiš na več načinov, a recimo, ko si pač umiva zobe, malo podrgneš ščetko tudi po ustnicah in poskrbi za prekrvavitev, ali pa si narediš eno tako naravno domačo masko, vzameš malo rjavega sladkorja, zmešaš malo medu in podrgneš po ustnicah, s tem boš v bistvu tudi odstranila vse odmrle celice. Ne pozabiti pa tudi na zaščito. Poleti, ko je močno sonce, moraš to sončno kremo nanesti tudi na ustnice in labela je vedno ena taka rešitev. Jaz uporabljam tole trenutno od Labellino, ful lepo diši po lubenicah in se potem takole večkrat redno namažem. Z labelo pa imam jaz še en trikec in sicer lahko tole labelo uporabljaš tudi kot blusher. Enostavno sam takole, evo, jo daš malo po ličkih, glede na to, da je taka malo rozasta, je sploh super. In potem sam s prstom takole utapkaš in dejansko bo izgledalo, kot da imaš malo blusherja, v bistvu imaš pa samo labelo. 9. trikec, ki se ga lahko poslužuješ, če ne rada uporabljaš ličila, so klešče za trepalnice, ki jih bojo v bistvu privihale in dale malo ta lift efekt. Poleg tega pa bodo izgledale, kot da so majčkeno tako namazane z maskaro. Čisto enostavno samo v trepalnice takole okleščaš, mene je to vedno ful strah početi, ne vem zakaj, in jih privihaš, takole malo počakaš. Tele sem kupila mimogrede kar v H&M-u. Pa imam pa zate še en trik z kokosovim oljem. Zdaj kokosovo olje je znan oziroma pomaga pri 1001 stvari, ful je res hranljiven. Lahko ga uporabljaš ali pri peki palačink, lahko ga uporabljaš za nego telesa, za nego obraza. Moj trik danes pa je tale. Vzameš eno tako ščetko, ki je drugače namenjena za česanje obrvi. Pomočaš, oziroma ne moreš pomočiti, zato ker je ta olje zdaj v trdem stanju. Vzameš oziroma spraskaš malo tega olja takole med prste in to ščetko namažeš s tem oljčkom. Evo, takole. Zdaj pa to namazano ščetko naneseš takole na trepalnice, ki bo v bistvu v hipu videti, kot da bi jih malo namazali z maskaro. Poleg tega je super tudi za rast trepalnic in tudi obrvi. Poleg tega pa ti lahko tole kokosovo olje služi kot nek highlighter. Naneseš ga takole lahko kar s prstom, da daš tlele po ličnicah in narediš en tak naraven sijaj. In smo pri 10. in za mene osebno najbolj pomembnem koraku, to pa je, da si samozavestna in vedno prijazna. Jaz se trudim, da sem prijazna do vseh ljudi, se vedno ne gre, ker te kdaj pač le kdo izživcira, ampak dejansko, če boš prijazen do ljudi, se ti bo to vračalo, ker verjemem, noben se ti noče zapomniti kot nekdo, ki je cela kisla, ampak nekdo, ob katerem se dobro počutiš, kateri te bojo pač imeli radi in sprejeli, ker na svetu se mi zdi, da je premalo prijaznih ljudi in zakaj ne bi s to spremembo začela danes ti, boš videla, da se ti bojo stvari odenkrat začele čudežno odvijati na bolje in ta energija, ki verjamem deluje, se bo povezala in obrnila samo v tvoje dobro, tako da samozavest in prijaznost je nekaj tudi, kar se začne pri nas samih in če bo svetu to dajala, bo tudi svet dal te. To je bilo eno mojih 10 trikov, kako izgleda čudovita brez kančka make-upa in verjamem, ne rabiš gore ličil, lepa si oziroma vsi mi smo lepi, točno takšni, kot smo.